Ja, z nami so strokovnjakinje modnega imperija, poznavalke mode in estetike, vedno urejene, poglejte jih, ko so fest, so se še uskladile, brez da bi se zmenile. Ampak verjamem, da so bile tudi one nekoč iskalke svojega lastnega stila, no ampak tudi o tem jih bomo povprašali. Z nami so Barbara Žgalin, stilistka in svetovalka za osebni slog. Barbaro največkrat srečam po hodnikih Pop TV-ja, kjer skrbi za vizualno podobo informativnega programa. Dajmo en aplavz. Ula Furlan, igralka in televizijska voditeljica, nekateri rečejo tudi hipsterska princesa, kar je meni zelo všeč, sicer pa dekle mnogih talentov, nimam zdaj časa, da bi naštevala, oprosti Ula, kdaj drugič. Maja Štamol-Drolc, modna oblikovalka in nekdo, ki ti priskoči na pomoč zadnji trenutek, ko potrebuješ gala večerno obleko za gala pomemben dogodek, a ne Maja? Hvala še enkrat. In še Manca Vodopivec, stilistka in modna blogerka. Tako, punce, preden ste dobile te spoštovanja vredne nazive, ste verjetno tudi vi mogli nekje začeti. In če začnemo kar na začetku, kako se pravzaprav začne graditi osebni slog, osebni stil? Katera je najbolj zgovorna? Katera ima mikrofon? Evo, Manca, izvoli. Jaz mislim, da je v bistvu najboljš začeti tako, da poznaš svoje telo, da znaš izpostaviti svoj atribut, predvsem se pa ne ukvarjati s tem, česa ne maraš na sebi in izpostavljati tisto, kar imaš rad in potem v bistvu okoli tega začneš graditi svoj stil, je pa valjda odvisen tudi tvoj sam življenjski slog. Se pravi, da se oblečeš nekako primerno temu, da lahko živiš in tvoje ure v dnevu potekajo čim bolj sproščeno. Barbara? Ja, jaz bi se kar navezala na Manco, v bistvu mogoče najpomembnejše, da si prvo zadovoljen pač sam s sabo oziroma da si zadovoljen v svojem telesu, da dejansko nekako, ne vem, poznaš svojo postavo, svoje proporce. Ja, pomembno je v bistvu, kakšen življenjski slog imaš, kakšen poklic opravljaš in potem glede na to se nekako začne počasi graditi in izoblikovati pač svoj osebni slog, na kratko. Maja, kaj ti narediš, ko pride stranka k tebi? Ja, pri meni je podobno, no. Začne se vedno z enim klepetom, ki nima veze z oblekami, zato da malo spoznam človeka pravzaprav, da vidim, na kakšen način živi, kakšno ima družino, če jo ima, kakšen je pač način življenja. Šele potem, ko že obdelamo 1 uro vse druge teme, začnemo se pogovarjati o oblekah, seveda tudi jaz začnem najprej z analizo postave. Pregledamo telo, kje so pomanjkljivosti, kje so tiste dobre lastnosti oziroma atributi, ki jih je vredno poudariti. In potem tudi, če skozi izkušnje vem, da dostikrat stranki sicer povem, da ima lepe prsi ali da ima lepe boke, mogoče ona s tem ni zadovoljna, zato izkušam to skozi pomerjanje oblek pokazati, dokazati, da se prepriča, da je res tisto, o kar jo prepričujem oziroma kar ji govorim. Šele na to seveda potem prideva do tega, da pove, za kakšno priložnost oblačilo pač rabi in od tukaj naprej potem kreiramo tiste detajle, zdaj ali gre to za večerno ali dnevno obleko. Skratka, želim, da od mene stranka odide zadovoljna, ker si seveda želim, da se vrne in da bo imela sebe rada v tisti kreaciji, ki jo izdelamo. Ula, a si se ti rodila že s tem smislom za stil? A si ustvarila to skozi leta? Ne vem, vprašam. Mami pravi, da pač imam čut za estetiko od malih nog, ampak se mi pa zdi zelo pomembno to, kar so dekleta povedala zdaj, da je pač način življenja, ki ga furaš oziroma ki ga živiš,
zelo pomemben za to, da se ti dobro počutiš in da spelješ dan. Mene velikokrat so zapakirali na podlagi mojega karakterja, ki je zelo glasen, zelo barvit, mogoče zelo neulovljiv in tako naprej, ampak to je potem v stilu, v celostni podobi pa lahko velikokrat preveč. In se mi zdi, da potem, ko so, ne vem, stilisti ali pa modni oblikovalci soočeni z mano, je, ona bo pa lahko, ne, gremo na njo dati, ne vem, ogromne klobuke, vse barve, vse možno, ampak tega pa moj karakter potem ne prenese. Se mi zdi, da potem oblačila zadušijo to, kar si v resnici, se pravi neko ravnovesje med tem, kar si kot človek in tistim, kar tvoj stil izraža, se mi zdi, da je pametno in dobro vzpostaviti, ne da stil komunicira tvojo vsebino. No, tle se mi zdi, da smo včasih fashion victims in da je mogoče potem vsega preveč, tisto, kar pa si, pa potem ne pride do izraza. Kaj pa s tem modrimi trendi? Se pravi, v kolikšni meri jih v bistvu sploh sledimo? Koliko je dobro, da jim trendi? Barbara, mogoče? Ja. Zdaj tako, mogoče generalno, ne vem, jaz sicer zelo delam na informativnem programu, se pravi, se bolj ukvarjam s poslovnim stilom in mogoče lahko kaj na to temo povem. Slovenci sicer spremljamo trende, ampak jih v osebni stil nekako zelo počasi vklapljamo, oziroma zdaj spet odvisno od posameznika. Ne vem, če naprimer govorimo o poslovnem stilu, se mi zdi, da v Sloveniji se še vedno zelo držimo teh zelo klasičnih karakteristik poslovnosti, ne vem, suknjič, kostim, srajca in tako naprej in nismo tako dojemljivi, da bi mogoče šli kdaj čez mejo, da bi si mogoče malo več upali z detajli, z barvami, z vzorci in tako naprej, smo zelo ziharaški, no. Se mi zdi, da se pač počasi, da se spreminja, mogoče mlajše generacije si upajo več, so bolj dojemljivi, bolj odprti, starejše generacije so pa zelo tako, no, dokaj klasične, kar se tega tiče, no, ampak se spreminja na boljšno, tako na kratko. No pa če se zdaj, Maja, kar izvoli. Lahko v bistvu, glede na to, da v svojem ateljeju pač seveda izdelujemo oblačila za zelo različne priložnosti, od trendovskih, večernih, poročnih oblek, so seveda želje zelo različne in tudi trendi zelo različni. Dejstvo pa je seveda, da je Slovenija premajhna, da bi imela neke svoje smernice, zato je normalno, da povzemamo po tujih, kar pa seveda vedno in za vsako ceno ni niti prav, ker vendarle je treba obleko prilagoditi karakterju in vsem tistim, kar smo prej naštevali. Bi še kaj dodala? Jaz bi mogoče se bolj navezala tle pa še na ta blogerski svet, kjer so pa trendi zelo v spredju in se mi zdi, da v bistvu influencerji in blogerji so tisti, ki v bistvu izpostavljajo vse trende. In pač potem s tem vplivajo na samo družbo. Zdaj, meni se zdi, da je fajn, tako kot smo prej govorili, da poznaš sam sebe. Zelo hitro te lahko v trgovini zapelje, ker je toliko trendov naenkrat in potem nimaš filtra, ker ti je večinoma všeč in potem imaš naenkrat v garderobi milijon trendov in potem kako zdaj to obleči, kako zdaj to stilirati na način, da bo mene v bistvu pokazal, kdo jaz sem. Zato se mi zdi, da pri samih trendih je fajn, da v poplavi na sezono je fajn, da si rečeš, ok, meni je to všeč in to bo šlo v mojo garderobo, kaj bom pa preskočil, pa potem tako nekako tvoja osebnost še vedno je tvoja s piko na i trendi. Ula, kako pa ti zbiraš oblačila med vsem temi trendi, recimo, ki jih je? Vse to, se mi zdi, da je srečanje s trendi, ne glede na to, a živimo v Sloveniji ali ne, pač neizogibno, ne, pač oni pridejo tudi v naše prodajalne, tudi do naših concept storov in tako naprej, se pravi, je definitivno to, da pač kar naenkrat pljusknejo vate, zdaj pa mogoče tudi to, na kaj jaz trznem, ni nujno, da mi bo pasal, se mi zdi, da pač oddaleč sem prepričana, da bi stvari lahko nosila, potem jih pa preizkušiš na svoji, ne vem, podobi fizisa, teleso in tako naprej, meni oversized bagi stvari, sem bila prepričana, da zelo krasno stojijo, pa pač roko na srce, prevelike kavbojke z zelo malo ritko nimajo kaj delati na meni, ampak ne, to so bili recimo ti najstniški trendi, ko je bilo vse mogoče malo bolj tombojasto oziroma fantovsko,
Ampak ja, se mi zdi to, kar je Manca rekla, pomembno, da se ne pustiš zapeljati, ne? Da pač v bistvu preizkusiš stvari na sebi in pač najdeš nek jezik s trenutkom, ki se dogaja na modni sceni, v modnem vrvežu. Predvsem so pa, ne vem, se mi zdi, da zelo svobodne naše mlade generacije, prej sva z Barbaro imeli v zobeh meter pa kuklo pa tako naprej, to so pač že 20-letnice in 20-letniki, ki pa se mi zdi, da živijo že v tem odprtem globalnem svetu, kjer so tako kot blogerji in tako naprej v stiku z svetovnimi trendi in meje niso več zaprte, ampak so zgolj lasten okus, lahko izražaš z njimi, kar pomeni, da si več upamo, da gremo lahko v second hand štecune, najdemo retro Versace srajco, ki jo potem z nekimi novodobnimi džinsi lahko skombiniraš, ampak tako, se mi zdi, da se stil tudi pri nas zelo dobro razvija in da so generacije, ki so mogoče celo za nami, vedno bolj pogumne in sam dejte jih. No, pa če se vrnemo, se pravi, da nimamo v omari samo trendovskih stvari, pa ne vemo, kaj z njimi. Kaj so pa tisti osnovni kosi, ki bi jih recimo vsaka punca mogla imeti doma? Ok, tle mogoče jaz lahko kako rečem, glede na to, da se ukvarjam s analizo garderobe in potem posledično tudi shopping in tako naprej. Se mi zdi, da tudi psiho, seveda, da prvo gremo na psiho, potem pa vse ostalo. Vedno je pač dobrodošlo, da nekako imamo v svoji omari pač eno osnovo, ki se mi pa zdi, da je lahko dokaj podobna, ne glede na to, kak življenjski slog sicer živimo, ne. Tako da pač gre za nekaj ključnih kosov, ki so seveda potem lahko glede na vzorce ali pa na barve pač malo drugačne, ampak nikakor ne bomo nikoli brcali v temo, če bomo imeli na primer, ne vem, en dober kos suknjiča, če bomo imeli ene dobre pač hlače, ki so definitivno po naši postavi pač narejene, če bomo imeli, ne vem, dobro klasično belo srajco, ki lahko skombiniramo na tisoč in en način, če bomo v končni fazi imeli, ne vem, kako sneno krilo, zdaj sicer spet odvisno glede na našo postavo, dober par džinsa, mogoče, ne vem, klasičen salonar nikoli enostavno po mojem ne bo šel iz mode ven in ga tudi lahko skombiniramo na tisoč in en način. Dobro vojaško parko, v končni fazi se na vsake toliko let pač še vedno pojavlja in je tukaj in zdaj pač aktualna. Tako da nekako taki kosi in mogoče za take kose je vredno si vzeti malo več časa, malo bolj prebrskati po trgovinah, mogoče podpreti kak slovenski dizajn, ne vedno, ne vem, tuje blagovne znamke, ampak isto tukaj in zdaj pač imamo ful veliko modnih oblikovalcev, ki se trudijo, ki pač delajo s polno paro vsak dan, ki pač spremljajo trende in vse ostale zadeve, tako da tako nekako, no. Tukaj se začne pri osnovah. A pa rabimo veliko denarja za nek dovršen stil? Pa ni vse v denarju, no. Se mi zdi, da dejansko pač gre tudi za en pač feeling, ki pač sicer ali ga imaš ali ga pa nimaš, no, če ga nimaš je mogoče fajn, da koga vprašaš, če se s tem ukvarja, ne, pa ti mogoče na začetku malo pomaga ali pa kakorkoli te mogoče tudi majčkeno pelje v tisto smer, da pol mogoče lažje sam izluščiš pri naslednjih nakupih, kaj je pa te pisano na kožo. Tako da tukaj se mi zdi vsem pomembno, da se mogoče naslonimo na, ne vem, na strokovnjake, ki to pač počnejo ali pa kakorkoli, no. Tako da, ampak jaz sem vseeno zagovornik tega, da mogoče res za kak klasičen kos, če si ga lahko privoščimo, je mogoče fajn, da je majčkeno bolj kvaliteten. Saj ni treba, da gremo zdaj v ne vem kake enormne cifre ali pa kakorkoli, pa pol skombiniramo mogoče s kako cenovno nižjim rangom oblačila ali kakorkoli, ampak osnovni kosi so ne glede na vse pač večni in so pač v omari mogoče malo več let, kakor kak zelo v oko vpijajoč trend, ko je pač, ne vem, mogoče malo bolj muha enodnevnica in kakorkoli, tako da jaz bi tukaj rekla, da ja. Ja, trendi, v bistvu te hitri trendi se kupujejo seveda v nizkocenovnih trgovinah in zato jih tudi z lahkoto zavržemo, ker damo zelo malo denarja in nimamo odnosa do teh oblačil, ne. Jaz mislim, da edini, ki ima odnos do teh oblačil, ki jih kupujemo v nizkocenovnih trgovinah, je tisti, ki šiva za 5 riža na dan. Jaz recimo, ko vem, koliko časa vložimo v izdelavo ene kreacije, ne mečem oblačil stran, znam ceniti ročno delo,
Zato tudi dejansko te osnovni kosi, kot Barbara pravi, je res fajn, če si lahko tiste osnovne kose privoščiš kvalitetne, ročno izdelane, iz kvalitetnejših materialov, ker ta kos ne boste nikoli zavrgli, ker vam ga bo žal. Zdaj, ali moraš imeti veliko denarja, ne? Za te osnovne kose mogoče res malo več, ampak jih tudi veliko dlje nosiš. Več kot eno leto ali eno sezono, ker vsi vemo, da kakšna oblačila, ki jih kupiš pa enkrat ali dvakrat opereš, so praktično samo še za navrt ali sprehod s psom, ne? Pa mogoče še tam gre malo lepše. Je pa res, da jaz osebno ne kupujem oblačil, kadar jih rabim, ampak jih kupujem takrat, ko mi padejo v oči. Enako tudi modne dodatke in moj mož vedno reče, ja kako si to skombinirala, da tako dobro skupaj gre. Iz nič si to naredila, ne? Nisem iz nič, jaz skozi kupujem, ampak po pameti. Kaj pa s tem pravilom manj je več? Mislim, ker lahko je, ne vem, se recimo jaz lahko predstavljam kot laika, ne? Manj dam gor, ne, pač več pogledov moških pritegnem, ne. Ampak najbrž to ni to, ne. Ne, jaz sem mislila najprej, da misliš o naboru količin oblačil, ki jih imamo doma, se pravi, tako številčno. Tudi lahko, ja. Tako da jaz sem zdaj tam, v revoluciji svoje omare, kjer pač bi rada šla nazaj v teh, ne vem, 10-15 basic kosov, ki jih potem dopolnjuješ, ker se mi zdi, da, ne vem, sem imela par let to neko frenzično obdobje, ko je bilo vse super lušno in je bila ta roza majčka z unimi svetlo-modrimi hlačami in na koncu nabiraš kose, ki so sicer sanjski eno po eno, ampak se ne pogovarjajo s tvojo omaro. Se pravi, pač sem si naredila kolekcijo nekih stvari, za katere je potem ponovno treba razmišljati, kaj je treba dokupiti, da bojo sploh lahko uporabni in da bojo sploh lahko funkcionirali. Tako da zdaj bi se počasi rada osvobodila tega dokončno, teh impulzivnih nakupov in tega, da mogoče sam trznem na stvar, ki je lušna, ampak malo razmisleka na to, a imam ta basic jeans, recimo, ki bi. Ja, razumem, svetovanje, uro si moram, sem že dobila ponudbo, pa pregled omare, pa psihološki profil mi boš pa lahko naredila. No, se vem, da sem kompulzivni šoper, to 100%, ampak no vidiš, se pravi, ne? Grozen, ampak manj je več, kar se pa tiče pri pogledih in tako naprej, se mi pa zdi že tako, ne vem, ta izbor fatalnih deklet in usodnih žensk in tako naprej, se mi zdi, da to je zelo v tvoji karakterni drži, v tvoji karizmi, ki ti je dana v tvojem psihološkem ustroju in da se zelo hitro se mi zdi, da in med ženskami in med moškimi prebere, a ta ženska ima tisti faktor neke X, tisto karizmo privlačnosti in če ne dela tudi najbolj ultra mini krilce, ne bo pripomoglo k temu, ampak bo mogoče celo situacijo še poslabšalo. No, tako da se mi zdi, da namig na seksi je kul, čist se pokazati pa ni treba. Ja, v bistvu bi se tle navezala lih na to, kar je zdaj Ula povedala, pa na to manj je več. Jaz mislim, da je tle tako v svetovnem svetu idol pariška ženska, ki obvlada manj je več in ima malo zmečkano srajco, malo odpeto, pa džinske, ki ji res pašejo in je pač to, ampak ima ona vse tisto, kar zna nositi in to v bistvu obrača poglede, tako da ni nujno zdaj sam styling lahko, da je tisto, ne, ampak v bistvu ženska v tem stylingu in pač manj je več, je lahko včasih res več. Pa svežina se mi zdi recimo pri ženski zelo pomembna. Meni so krasne ženske, ki izgledajo, da so prišle ravnokar izpod tuša, za katerimi valovijo te sveže oprane lasje, mogoče sam malo namazanih trepalnic, skratka, da se mi zdi, da je sveže poškrobljeno srajco dala gor in da mi pač že, ko jo pogledam, da mi diši po mehčavcu. Recimo, to je meni seksi bejba. Ne rabim konturinga, ne rabim vseh teh ekstra dodatkov, ki so se mogoče tudi v teh poplavah zdaj družbenih omrežij, filtrov in tako naprej zgodili, ampak ta izčiščena podoba ženske je recimo tisto, kar je meni najbolj seksi na dekletih ali pa gospeh. No pa če se malo vrnemo na omaro, ne, se pravi, kolikrat na leto je priporočljivo recimo narediti cel rastur, če rečem po domač. Se pravi, vse ven in zbrat. Jaz
Jaz si jo naredim vsakič, preden se v bistvu sezona obrne. Ne. Se pravi, predvsem pred spomladjo res naredim clear out, pa pred zimo. Se mi zdi, da je to super, no. Lih zaradi tega, ker vsi imamo te kompulzivne nakupe, malo trendi in pač ko se obrne naslednje let pogledaš, to pa res ne bi več imela. In pač daš to ali naprej ali pa pač kakorkoli. In se mi zdi, da je tako super, pa predvsem narediš si pregled, kaj imam in potem lahko tudi veš, ok, ne vem, rabim še ene hlače ali pa malo prilagodiš potem trendom spet, ne. Tako da ja, jaz definitivno pred vsako sezono tudi strankam, z njimi najraje v bistvu pred temi prehodi naredim ta pregled garderobe, no. Tako. Barbara, mogoče Maja? Ja, jaz enako, no, vsako sezono je itak že zaradi tega, da umakneš stvari, ki jih pogosteje nosiš. Tudi sezonsko seveda. Je pa res, da seveda zdaj se tudi zelo, ta letni časi so zelo slabo prehodni, da zelo veliko stvari tudi poletnih nosimo po zimi in ne umaknemo čisto vsega. Jaz imam eno sestrično Barbaro, ki vse dobi, kar jaz izločim, je pa res, da zelo redko izločam svoje kreacije, da tiste pa romajo v atelje, v nek arhiv, ki jih imam potem pač tudi tam zato, da se jih jaz spomnim še, ker čez nekaj let se spet vrnejo. Ne nazadnje tudi zato, ker jih delamo v zelo malo številčnih kosih, da imam nek svoj arhiv svojega dela in tudi, da strankam pokažem, kaj lahko naredimo, ker vedno pač seveda se kar naprej nove stvari dejansko delajo, ampak skozi ta moj arhiv pač vidijo, kaj lahko naredimo. Če ostanemo pri preobrazbi omare, kaj pa s tistimi kosi, na kateri smo pa čustveno navezane? Pa so čist out, pa napašajo nam. Grozen je. Zakaj? Ja, ampak, ne, maturantska obleka recimo, ne. Kaj, počaka nek doma, ali Barbara bi jo vrgla stran ti? Ne. Tako, jaz pri strankah probam res upoštevati, če je pač kakšna stranka res čustveno navezana na kako zadevo, ja, tako si ti omenila, ne vem, maturantska obleka, poročna obleka, pač vse te zadeve, da se seveda obdrži. Nikoli ne bi mogla na človeka tako vplivati, da bi rekla, lej, to pa pač, ne vem, tu bi se mi zdela arogantno v bistvu, da bi na ta način tako pač rekla, ne. Če se pa ne vežem nazaj, ne, ko si rekla pač omara, pa čisti rastur, pa kako pač pristopamo, ne vem, jaz pač svoje stranke probam naučiti, da bi bil čisti rastur, se pravi pregled omare samo enkrat, ne, ker bi si želela, da pač tako čistko naredimo dejansko, ne, da pač pol res racionalno dokupuješ in pač jaz delam po sistemu mix and match, se pravi, da naprimer, ne vem, kupiš 10 ali pa 12 kosov, ki naj bi vsak kos z vsakem pač pasu skupaj, ne. In dejansko nikoli ne moreš brcniti v temo, ne glede na situacijo, v katero si postavljen, ne. In še dejansko racionalno kupuješ, ne, se pravi, da greš, vedno je ful pomembno, da greš tudi v trgovino z oblačili, s piskom v roki in dejansko, da veš, kaj kupuješ, ne, da se dejansko znebiš tega impulzivnega nakupa, mislim, lepo se sliši v teoriji, praksa, vem, da je pač malo drugačna, ne, ampak iz lastne izkušnje lahko povem, da je to možno, ker jaz sem bila tudi včasih impulzivna in sem ful pač kupovala in tako naprej, ampak zdaj dejansko tudi odkar imam otroka, pa živim v ful majhnem stanovanju, imam tudi jaz kot stilist zelo majhno pač omaro in govorim iz lastnih izkušenj in imam pač zelo malo oblačil, ampak dejansko se dopolnjujejo zelo lepo vsaka z vsakim. In tako se mi zdi, da dejansko lahko do tega pride vsaka ženska, če se spozna, če pač ve, kje so njeni plusi, njeni minusi, kakšna je njena služba, kakšen je njen lifestyle. In če si sam dejansko pač prizna, da imamo ful preveč stvari, ki jih dejansko ne rabimo, v vseh pogledih, ne samo v omarah, tudi v hladilnikih, tudi vse posod drugje. Tako da, to je to. Ampak tista oblačila, na katere smo čustveno navezani, lahko romajo v škatlo spominov. Tako je, zelo dober nasvet. Ja, jaz sicer meni niso delali kot otroku, ampak jaz svojim otrokom jo pa zdaj
nastaja škatla spominov s pomembnejšimi kosi oblačil, ki so pač na nek dogodek vezani, ki želim, da če ne prej pri 18. rojstnem dnevu ima bo to nekaj pomenilo, pa bojo razumele, da bojo to nadaljevale naprej. A pa se, prej Ula, mislim, da je omenila, ta psihološki profil. A se vam zdi, da se potem človek tudi nekako spremeni, ko malo odraste, pa se odloči zamenjati garderobo? Je to povezan? Ja, definitivno. Meni se zdi, da kje so bili te pogovori, ko sem bila jaz 16, če gremo zdaj pogledati nazaj fotografije, kaj vse sem si jaz dovolila obleči. Pač se mi zdi, da itak je bila ful smešna moda 90-ih, ampak v življenju več ne bom dala fluorescentno modre tigraste rutke na glavo, ker je bilo to ful dobro, imeti bujno čupo pa rutko, jaz ne vem. Ampak, a veš, mislim, to so bili, se mi zdi, da tudi tako kot si rekla, ko odrašča človek, ko v bistvu se karakterno izoblikuje, ko se neka karierna poslovna pot začne pisati, takrat v bistvu začneš ti, se mi zdi, da svoj slog tudi živeti. Ko si pa ena navihana 17-letnica, pa si pustiš mogoče marsikaj in takrat še nimaš izoblikovanega toliko svojega stila ali pa šele tipaš sploh vse, kaj so možnosti, od blond las do črnih, do vijoličnih, vse je bilo treba preizkusiti do tega nazaj, da pač sem se jaz morala lepo sprijazniti s tem, da pač rjavolaska sem in verjetno je to zame kar najboljš, ampak se mi zdi pa, da je tudi to obdobje eksperimentiranja tisto, ki pač ti da pol neki pogled vase in se spoznaš in spoznaš obliko svojega obraza, ne vem, kakovost svojih las, bogatost svojih obrvi in potem še body shape dodamo zraven in tako naprej. In se mi zdi, da se lahko začne pisati nek slog oziroma osebni stil. A pišete kaj to? Jaz bi to kar pisala zraven. Kaj pa mislite o second hand? Trgovinah in, ali pa čisto en z drugim, menjava, se pravi, oblek in tako. To sicer pri nas mogoče ni to še toliko uveljavljeno, kot je v tujini, ampak jaz sem ful zagovornik second handa. Se mi zdi, da se tam najde tiste kose, ki te potem mogoče malo razloči od ostalih ali pa ti dodajo piko na i. Prav tako mali zakladi se lahko najdejo v teh second hand trgovinah, tako da jaz imam res rada, to zelo priporočam. Evo, jaz sem čisti nasprotnik tega, jaz sem čist proti second handa, oziroma čist proti. Second hand v smislu modnih dodatkov ja, ampak še tu v bistvu torbice pa smo že kar zaključili, oblačila, čevlji in te zadeve ne, zato ker zelo verjamem, da ne vem, oblačila, ki jih je nekdo že prej nosil, ne vem, vsebujejo določen energetski zapis, ki ga pač enostavno jaz se ne vidim v tej zgodbi, no, tako da mogoče sva midve z Manco tukaj Ja, v bistvu ravno sem se zdaj, nasprotje. ko si govorila o torbicah, ne, jaz imam še en vidik in sicer glede na to, da sem vegan, imam problem kupovati usnjene stvari. Edina stvar, ki je meni pač v bistvu, da si bi upala kupiti, je v bistvu second hand, zaradi tega, ker s tem jaz ne pripomorem k produkciji. Ta torba je že bila narejena in je v bistvu že bila prodana in s tem ne bom pospeševala prodaje usnjene torbe, zato je to zame osebno edina stvar, kjer si jaz dovolim kupiti usnjeno torbo ali pa usnjene čevlje. Tudi ta vidik je meni tako super. Ja, jaz pa second hand z druge strani, ne. Vedno v tujini, ja. Moje poti se vedno vračajo tja, ker se mi zdi, da tam največ idej dobim. Jaz se sprehodim čez Harrods, čez, ne vem, Harvey Nichols, ne vem, katere blagovnice vse v tujini, ampak to je povsod isto, to vidiš na vseh spletnih straneh, njihovih lookbookih, skratka, nič novega. V teh second hand trgovinah pa marsikaj najdem in tudi kupim, pa ne s tem namenom, da bi nosila, ampak preprosto mi je idejno všeč, tudi bom kakšen kos kdaj oblečem. Letos pomladi sem en umetno krzno v vseh živih barvah kupila en telovnik in vsaj 10 ljudi v Londonu me je vprašali, kje sem to kupila. Tako da pač se da tudi nositi, ampak pri meni je predvsem to, da najdem tam ideje. Ula?
Ja, definitivno se strinjam, da se pač tam najdejo neki kosi, ki jih ne srečaš nikjer drugje. Jaz imam eno najljubših plisiranih kril, ki je kot ulito narejeno z visokim pasom in z velikim kroglim balončkom, se pravi stoji tako, kot je bilo narejeno v, ne vem, 50-ih, 60-ih. Jaz tega kroja, pravzaprav tako, kot je Manca rekla, ne podpirajmo novih usnjenih izdelkov in tako naprej, ampak tudi ta moda se je enkrat že zgodila in pač v second handu oziroma v teh vintage storih najdeš mogoče tudi izdelke, ki so bili narejeni zelo kakovostno, zelo premišljeno in si jih je pač nekdo naveličal, ti pa srečaš krilo po 30 letih, ki je zdaj totalno spet in ker moda se tako ali tako vrača v nihanjih, mogoče niso 80s rokavi toliko globoki, kot so bili nekoč, so malo zožani, ampak 80s are back, 60s are back in tako naprej. In se mi zdi, da potem tam to osveževanje trendov in prenašanje jih v sodobni čas se zelo lepo zlije tudi z nekim individualnim okusom in s tem, da pač tam ni 17 enakih številk S barve in vseh velikosti in tako naprej, ampak je lahko res to nek tvoj edinstven shopping experience. Kaj pa čevlji? Kako pomembni so čevlji pri celotnem stylingu? Zelo, mami bi rekla, najprej fanta pogledaš v noge. V noge, ja. Aha. Pa v nohte. Ok, prav. No, to je pa ti. Čevlji, ja, čevlji. Se pravi, eni zelo neobičajni čevlji, pa en čisto enostaven džins pa bela srajca je zmagovalna kombinacija, recimo, po vašem mnenju. Čevlji so zelo pomembni, ja. Zagotovo eden pomembnejših kosov, ker z napačno izbiro čevlja pač lahko še tako dober styling podreš. Jaz jih nimam nikoli dost, kot verjetno tudi moje sogovornice, takšnih in drugačnih, ker ravno una barva mi manjka, pa ta detajl je tule čist tak, da ga moram imeti, ker ga še nimam na nobenih. Pa ne nazadnje tudi zato, ker jih skupaj s Kopitarno tudi kreiram, tako da čevlji morajo biti. A so čevlji taka ultimativna ljubezen žensk? Se mi zdi, da vse so nore na čevlje. Tako večino, no? Ja, čevlji pa spodnje perilo, ne? Pa rdeča šminka. Ta čudežna kombinacija, ne? Je kar ja, fetiš. Dobro. Kako pa pravzaprav nehati primerjati sebe in svoj stil z drugimi, če gremo zdaj v ta sodobni svet, kjer se to kar dogaja, se mi zdi, ne, zaradi teh pač predvsem družbenih omrežij in tako. Kaj je recept? Jaz mislim, da enkrat pogruntaš, kaj tebi paše. Jaz recimo, ko delam s strankami in ko jih oblečem na njo in na njeno postavo in na njen lifestyle, ženska zažari. Takrat ona sebe v uni luči vid, wow, to sem pa jaz. Ko včasih pač lahko že čist drugo krilo te naredi čist drugega. In mislim, da takrat je ta breaking moment, ko ti vidiš sebe kot neko popolno celoto in ne rabiš več se obremenjevati, kako pa zdaj Maja ob meni zgleda in a sem jaz ob njej tudi v redu. Jaz sem cool, jaz sem super, tudi ti si in to je to. Ja, slediti moraš svojemu jazu, ne. Dejansko posnemati je neumno, ker lahko hitro izpadeš maškara in je to čisto popolnoma, jaz dejansko imam zelo veliko in prijateljic, ki imajo zelo inovativne in svoje stile oblačenja, mi je zelo všeč, ampak jaz taka nikoli ne morem biti, ker to ni moj stil. Jaz točno vem, kaj si želim nositi, v čem se dobro počutim, kaj mi na nek način pristoji. Mogoče tudi ne vedno, z drugimi očmi, mogoče bi tudi kdo rekel, to ti ne pristoji, ampak jaz se v tem dobro počutim in to zagovarjam. Ja, meni se zdi, da v bistvu že celotna modna industrija stremi k individualizmu in ga na en način podpira, tako da super je, da pač si upaš dopustiti ali pa ne vem, se tukaj sprostiti, ker v bistvu moda, oblačenje, vse skupaj, tu naj bi bilo fun, tu naj bi bilo zabavno. Tu naj ne bi bilo nekaj, kar je pač, kar zamahneš z roko pa rečeš, ah, se čisto vse en, ker ni, ne. To
tu je nekaj, kar je mogoče, ne vem, nam ženskam pa tudi moškam pač lahko zelo v zabavo in zelo pač vsak dan v inspiracijo, no. Tako da se mi zdi, da pač je pomembno, da si prisluhneš, da se dejansko sprejmeš, da imaš to energijo, da si zadovoljen in potem pač tudi lažje najdeš svoj individualni stil, no. Zanimivo bi bilo, ne vem, če bi nas 4 oblekli v isto obleko, po mojem bi vsaka čisto drugače izgledala, ker smo pač 4 različne punce, 4 karakterno različne, vizualne in tako naprej in tudi tu bi bil mogoče en zanimiv eksperiment, no, na en način. Za drug let, dobra ideja. Zmeren. Meni se sam zdi, da pač mogoče ta pogovor, ki ga imamo zdaj, končno se dogaja in se mi zdi, da je čas, da prekinemo to željo po enakosti, to uniformirano, mogoče bolj družbeno omrežno podobo ženske, kjer so pa vse pač, se mi zdi, da v teh nude kosih bile zelo oprijeto, vse skupaj zelo zlikani lasje, razumeš, ta neka enak poenoten stil in se mi zdi, da je fino, da se pač končno mogoče malo svobodneje tudi na glas o tem govori, da pač ja, moda naj bi bila igriva, moda naj ne bi narekovala ene celovite in poenotene ene in edine podobe ženske ali moškega, ki je uno, kar je it, kar je najboljše, kar lahko narediš sama iz sebe. Se mi zdi, da če imamo tako kot recimo zdaj barvito druščino od tebe do mene, so to pač vse individualne dekleta, ki žarijo v tem, kar so, ki so samozavestna v kričeči pink s fluorescentnimi. To je slučajen. Slučaj, seveda. Ampak je res slučajen. Ampak, a veš, mislim, se mi zdi, da ta edinstvenost bi morala biti pri vsakem posamezniku, no, in da pač ta mogoče ena in ista speglana podoba ženske, everybody's Kim Kardashian, ne, prosim, ne. Pač bodimo raziskovalke lastne osebnosti, bodimo raziskovalke lastnega stila. Jaz imam ogromno prijateljic, ki so ultra lušne, mogoče še bolj kot jaz, ali pa se oblačijo boljš kot jaz, ampak jaz v njih ne vidim tekmice, jaz vidim v njih, ne vem, nek estetski trenutek in neko inspiracijo, neko željo potem, da je to je art v bistvu, da ti znaš samega sebe nositi in sam sebe izražati. In se mi zdi, da tle ženska ljubosumnost naj ne bi imela prostora kakor to, da bolj, ko bomo komunicirali svobodno, bolj bomo dali tudi drugim priložnost, da je it's okay to be you. No, to se mi zdi, da bi bilo lepo. To si pa zdaj tako lepo povedala, da bom jaz kar utihnila in bom končala. A ne da, se strinjate? Dajmo en aplavz. Ja.